Dobrodošli. Welcome to Bratislava. Full cool vibe je. No pa pojmo pogled. Lep dan. Lep si. Ja, tudi ti. Gremo začeti. Ko mi čakam še na več. Se vidimo. Evo, Bratislava. Evo. Zjutraj še nisem vedela, na kjer vlak morava, ne kje bova ostala, oziroma kje se nahaja apartma. Ne kako bova prišla do tja, tako da zdaj sva rešila že večino teh težav, tako da veva, kam morava iti, ne veva pa še, kako bova prišla do tja. Gremo v apartma. Your passport, please. Yes, passport. Hotel downtown, which is just around the corner. No pa pojmo pogled, kakšen flat bo. Ni lifta. Vzamem ključ, ga dam v žep in evo, ključ je že v ključavnici. Pa boš prišel na svoj račun. Ja, kako sem lačen, se razgleda full dobro. Zdrave. Zdrave. Čin, slovaško pivo. Dejansko je full dobro, pa še močno je. Nisi sliko, nisi jedel. To res zgleda dobro. Danes sva se prav šla iz Dunaja v Bratislavo. Bratislava mi je full všeč, ker dejansko bil sem že tu, ampak se ne spomnim tako, jo zdaj vidim. Vse je bilo malo bolj umirjeno, nisva imela nekega hudega plana, zjutraj sploh nisva vedela, kako bo prišla do Bratislave. Ful je zelena, ful like narave, ljudje so ful umirjeni, prijazni. Malo sva se izgubila vmes, pa sva najdla. Ful cool vibe je, tako odprti ljudje so. Evo, zdaj sva tle v Bratislavi. Hrano imajo tudi ful dobro, recimo. Cool experience za prvi dan, ko mi čakam še na več. Drugi dan v Bratislavi. Hodila sva iti pogledat muzej transportov. Kjer muzej sva hodila že iti? Hodila smo iti v muzej transporta. Jaz sem isto rekel, sam nisem vedel, ko se muzej transporta reče. Ampak zdaj gremo pa pogledat, smo šli church, pa oziroma cerkev, pa na grad gremo, smo pa z našimi kolegi iz Anglije. Welcome to Bratislava. London has a specific accent, like. Yeah. Whoa. Oh, it's Americans, they say it funny. Bottle of water? Can we get a bottle of water, please? I love how British and Americans like diss each other. Yeah. But at the end, like, British are so much smarter than Americans, so you win. Yeah, true. Zdaj smo pred gradom v Bratislavi, v bistvu je full blizu mesta, tak 50 minut na hoja, kot da bi šel na Ljubljanski grad. Je pa pač, je zelo lep, lepe vrtove ima od spredi, ni pa nič kaj tak posebnega, no. Je pa res lep, no. Lep grad. Lep grad. Celo brat, mislim, vidiš, ne celo, ampak večino Bratislave in je ful lepo videti. Tako res vidiš, v bistvu še kjer je tak, mislim, je taka sovjetska država. Bratislava je tak place, da si bolj v vizi. Ja, tle je bolj skuliran vse, bolj počasi vse dogaja. Se tu meni paše čisto po Dunaju. Dunaj je bolj tako v naglici, tam moraš hiteti. Tudi časa za pojest nimaš, greš raje hitro hrano pojesti, pa takoj naprej, ker se pač toliko stvari dogaja.
Danes je 7. dan najnega popotovanja. Popotovanja. Popotovanje. Ali je potovanje? Če vam kaj pove, nosimo s sabo liter vode. Tisto, ko razumemo, razumel. Bottle of water. Je kar naporno vsak dan prihoditi 10 do 15 km, narediti 20.000 korakov po soncu. Razmere so zahtevne, ampak je pa ful fajn tako spostaviti novo kulturo, videti nov mest. Da gremo zdaj pogledati transportni muzej. Dobrodošli. Sva prišla sem, od zunaj izgleda malo slabo, malo stara stavba. Ampak ko prideš not, pa res začutiš ta duh starih vozil. Res te navdihne, sem tukaj dobre energije, zdaj da sem prišla sem, res. Stara dvorana, ampak sama stara vozila in res čutiš to energijo in neko zgodbo, kot jo povejo. Všeč mi je bil ta zadnji avto, najbolj bil je tak, mislim, težko povedati, ker ne vem veliko avto. Katere barve je bil? Modre. Šel je 80 km/h. Začeli so ga delati leta 1903, ta avto se je prodajal za $1285, kar je ta čas ogromno. Pogledali smo si najprej za avte, zdaj gremo pa na železniški del. Moram reči, da je bil muzej kar zanimiv. 1 uri pa pol sva prišla čez celega čez. Ni veliko napisan, en del je avtomobili in neki železnice. Avti so kar lepi, sploh oni, ki so restaurirani. Ja, zdaj sediva v parku, pred eno palačo. Dejansko mi je bolj vroče, ker sem mislil, da bo, ki je še zmer, ne vem koliko, 30 stopinj, zelo so parno na soncu. Dobro, res je, da je zdaj sonce v zenitu, pa tudi mi smo malo neumni, da hodimo po soncu čez dan. Kaj pa ti misliš o vremenu, Tiran? Mislim, da je fajn, ko lahko po noč greš v kratkih rokavih ven. Čez dan pa itak preživiš, se nisi vzun, razen kadar hodiš. V bistvu je ful tako mirno, zelo sproščujoče pa mirno. Dejansko ni nobenih ljudi.